20 let nazaj se je v Ameriki zgodila ta prava renesansa mišic. Prvi je bil Ford, ki je januarja 2004 na avtomobilskem salonu v Detroitu predstavil peto generacijo Mustanga. Bil je retro oblikovan, pocen pa hud in avto je bil noro uspešen. Tu sta pa valjda opazili tudi GM pa Chevrolet, ki sta pohitela, da sta ven dala še svojega konkurenta. Bili so dobri cajti, ampak 20 let kasneje je od teh avtov živ samo še eden. Mustang je renesanso sprožil in brez dvoma od trojice bil najbolj uspešen. Od 2005 je na ceste v 3 generacijah zapeljali več kot 2 milijona novih Mustangov. Izmed novodobnih mišičnjakov je edini, ki je še živ, ampak tale ta nova S650 generacija se ne prodaja neki dober. Camaro je bil izmed trojice ta zadnji na trgu, ampak vseeno ogromen hit. 2 generacije, 850.000 prodanih, ampak številke so padle in 15. decembra 2023 je iz tovarne zapeljal ta zadnji. Nisem pa vedel, da se je Camaro od 2012 do 2019 uradno prodajal tudi v Sloveniji. Za na konec pa še tale za mano. Od leta 2008 se tale oblika ni neki spreminjala, ker je bila perfektna od ta prvega dneva. Ampak si pa vmes dobil eno kopico takih absurdno močnih verzij. Challenger 3. generacije nikoli ni bil uradno na prodaj v Evropi, ampak so jih vseeno naredili več kot 820.000. Ampak kljub temu, da so se ti avti leta 2023 še zmer dobro prodajali, so ta zadnjega naredili točen en teden po ta zadnjem Camarotu. Hvala, Stellantis. In tu je nekako tu. Renesanse mišic je konc, ampak rabljeni primerki še zmer noro dobro držijo ceno. Če ne drugega se na dober auto.si še zmer najde zdrava doza Amerike.